Prihajam iz Laškega, zadnjih 6 let pa živim v Ljubljani. Preveč govorim, še enkrat. Zdravo, sem Katarina Radaljac, stara sem 25 let in prihajam iz Laškega, sicer pa zadnjih 6 let živim v Ljubljani, kjer delam na Radiu Televizija Slovenija na programu Ars, programu za klasično glasbo. Sem magistrirana muzikologinja, svoj magisterij pa sem napisala s poudarkom na zoomuzikologiji, to je veda, ki se ukvarja z glasbo živali. Veganka sem od 1. marca 2015. Za vegetarijanstvo sem slišala kot zelo majhna. Moja teta je nekaj časa bila vegetarijanka, redukcionistka, presnojedka, vse sorte, tudi veganka, če se ne motim, v enem časovnem obdobju. In moj prvi vtis o vsem tem je bil, to je nekaj zelo zmedenega, v bistvu treba je zelo komplicirati, moja mama ne ve, kaj pripraviti, vedno je bil problem, ker pač teta prihajala k nam na kosila, tako da to je bil nek moj prvi vtis o vegetarijanstvu. Zelo zanimivo pa je, da sem tudi sama v podobnem času postala vegetarijanka, čisto spontano, nekje pri 8 letih se mi zdi, ker sem začela zavračati meso, ni mi bilo dobro, upiralo se mi je, na koncu pa sem jokala ob kosilu, ker sta starša, ne da sta me silila, ampak smo bili vzgojeni v tem, ja, vse se poje, ne, ampak potem sta na eni točki ugotovila, ok, pač Katarina mesa ne želi pojesti oziroma se upira in to je to, in sta me potem nehala prepričevati in sem tako postala vegetarijanka, kmalu zatem tudi sestra, tako da je bilo to nekako že od malega prisotno pri nas. Čisto slučajno sem videla na Facebooku kratek filmček The Lie We Live, ki je bil v tistem času preveden v slovenščino in mislim, da je bil slovenski naslov Ta video vam lahko spremeni svet, in to se je zgodilo v mojem primeru. Bil je zelo splošen video o našem svetu, kaj vse se dogaja, od različnih industrij, izkoriščanja ljudi, podnebnih sprememb, kapitalizma, prenaseljenosti, in spomnim se, da je bil en del v tem videu tudi posnetek mlečne industrije, krave v nekem ogromnem krogu pripete na mašine, ki jih mozejo, in to je bil tak nek trigger in sem v bistvu potem takoj vtipkala na YouTube Dairy Industry in sem našla posnetek, ki prikazuje kako odstranijo mladiča od mame, takoj po rojstvu. Zelo kratek 2-minutni video, sigurno ga je tudi kdo od vas že kdaj videl. In v bistvu to je bilo to. Potem sem začela jokati, šla v spodnje nadstropje, kjer je bil takrat moj zdaj bivši fant, in sem rekla, Gašper, to je to, jaz pač ne bom jedla več mleka, dosti v šoku, in bil tako, ok, v redu, to je to. In ja, ko sem postala veganka. Najprej sem povedala sestri, spomnim se, da sem jo poklicala po telefonu in rekla, Anja, a veš, kaj se dogaja v mlečni industriji? In je bila isto zgrožena, rekla, ne vem. In v bistvu tudi sama potem dober teden zatem postala veganka, oziroma smo nekako skupaj postali veganki. Ona, ne vem, se je bolj osredotočala na jajčno industrijo, jaz na mleko, vem, da je iskala neke variante bio mleka in pač te predelave. Jaz nekako nisem bila glih za to, no. Je pa ona recimo meni za jajca rekla, ja, Katarina, pa imaš še vedno jajca v hladilniku, ne, pa veš, kaj se tam dogaja. Potem v bistvu se je v zelo kratkem času, ne vem, po moje res v roku enega tedna se je vse skupaj odvilo do te točke, da sva obe postali veganki, kmalu zatem tudi oba fanta takrat. Dosti sva govorile o teh stvareh, predvsem staršema,
pač izražale svoje občutke, tudi same sva se učile vedno več o industrijah. V bistvu, ko postaneš enkrat vegan, se ta tok izkoriščanja in nekega izobraževanja o tem, na kakšne načine se vse dogaja, izkoriščanje neke nepravice v svetu, mislim, da kar ne ustavi, ali pa imam vsaj jaz ta občutek trenutno. In sva o tem govorile z njima. Ključen moment je bil, ko je Anja, sestra, mamo soočila in tudi z babico, z Zemljani, je pač rekla, prosim, poglejta si ta film. In po tem filmu je mama postala veganka, je zdaj veganka, in babica, ki je prejedla 5-krat na dan meso, je vegetarijanka, striktna vegetarijanka, sicer, ampak vegetarijanka pri svojih 70-ih. Ja, tako da v bistvu oče je pa se dlje časa upiral v smislu, ja, nihče mi ne bo govoril, na kak način bom se sprehranjeval, kaj bom jedel in tako. Je pa tudi potem po izidu Anine knjige, zbirke esejev Puščava je kletka Katakomba, ki tudi v enem velikem delu naslavlja problematiko izkoriščanja živali, opisuje prizore iz klavnic in tako, je tudi sam postal vegan in me klical, ne bom pozabila, enega lepega dneva, joj, Katarina, meni je pa zdaj tako hudo, ko vidim tovornjak z živalmi pred sabo, ne. Tako da, ja, to je definitivno ena ogromna prednost in res sem jima hvaležna in ona dva pravita, da sta hvaležna nama, ker sva pač jo naučile in jima pokazale nek drug svet. Tako da, ja, sem definitivno v veliki prednosti v primerjavi z ostalimi vegankami in vegani, ki pač imajo mogoče težjo situacijo doma. Ampak ja, to je to. Ja, broške, to je neka moja simbolna gesta, pač skušam jih čim več nositi, niso vezane samo na živali, pa na veganstvo, ampak tudi na druga gibanja za pravice ljudi, če lahko tako rečem, torej, ne vem, LGBTQ+, potem feminizem, pač boj proti kakršnekoli ksenofobiji. Skušam nekako opozarjati, da je pomembno, da se zavedamo, da so vse diskriminacije v naši družbi med seboj povezane, da vse izhajajo iz nekih enakih principov delovanja, enakih mehanizmov, ki pač postavljajo na eno stran zatiralca in na drugo stran žrtev, torej, ne vem, ali so to živali, ali so to pač LGBTQ+ osebe, ali so to ženske še vedno v naši družbi, ali so to migranti. Zdi se mi pomembno, da govorimo o teh stvareh in jih nekako skupaj naslavljamo, ker nenazadnje se gre za skupen boj, za boj, ki teži k enakosti, svobodi, enakopravnosti za vse. Mislim, da ne obstaja ena prava oblika aktivizma. Mislim, da so vse oblike aktivizma super in pomembne in da jih je še premalo in da je prva in najbolj važna stvar, da se ljudje aktivirajo, da najdejo nek svoj način boja proti izkoriščanju in da za tem stojijo, da rečejo, ok, danes bom nekaj naredil, jutri bom nekaj naredil. Vse je boljše kot samo se sprijazniti s situacijo, reči, jaz sem svoj del opravil, jaz sem vegan in to je to. Karkoli od že obstoječega aktivizma, recimo pač mi smo zdaj zelo aktivno zaštartali ulični aktivizem, potem imaš tu še investigatione, snemanje pogovorov, imaš teorijo, imaš predavanja, imaš izobraževanje na šolah. Vse to je več kot dobrodošlo. Pisanje poezije, umetnost, zelo pomemben aspekt, ki ga dostikrat pozabimo. Ja, just do it, just do something.
Nekje v intervjuju sem rekla, da lahko kot veganski aktivist ali pa veganska aktivistka včasih čutiš veliko jeze, razočaranja, žalosti, brezupja. Na tem mestu zato to sporočilo posvečam vsem res čudovitim, krasnim osebam, ki sem jih spoznala v zadnjem letu, aktivistkam in aktivistom, brez katerih si ne predstavljam več svojega življenja. Res smo en krasen support system, včasih se hecamo, da smo veganska družina, ampak prav zares čutim, da smo to, in upam, da bomo samo še rastli. Res je neverjetno lepo občutiti, na kak način drug drugega podpiramo, se spodbujamo, iščemo skupne rešitve, konstruktivne, imamo konstruktivne pogovore. Vsi težimo k temu, da bi naš aktivizem naredili še boljši, še bolj efektiven, da bi ta svet čim prej pripeljali do nekih res lepših ali pa boljših časov. Zdi se mi zelo pomembno, da se med sabo podpiramo in spoštujemo, da smo iskreni drug do drugega, da smo vključujoči in da najdemo v tej skupnosti okolje, ki je za vse nas še dodatno motivacijsko in okolje, v katerem se počutimo varno in prijetno in sprejeto, tako kot se jaz sama počutim med vsemi vami. Tako da res še enkrat hvala, ker ste, hvala za vse, kar delate in hvala celotni ekipi danes tukaj. Ne vem, kaj naj še povem. To je to. Vseeno se nekako počutiš bolj mirno sam pri sebi, greš z lažjo vestjo spat. Tako da ta občutek je definitivno nekaj, kar je nezamenljivo.